Pozdravljeni. Mnoge izmed nas, ljubiteljev Formule 1, zanima, kaj manjka Ferrariju, da bi lahko zopet začel zmagovati, da bi ga zopet lahko videli tam na vrhu lestvice voznikov in konstruktorjev, ko se tiče borbe za naslov svetovnega prvaka. A verjetno se mnogi izmed vas še spomnite izjave Johna Elkanna. Pred dnevi je dejal, kako bi bilo bolje za Ferrari, če bi Lewis Hamilton in Charles Leclerc se manj pritoževala ter seveda se bolj posvetila sami vožnji. Tu je treba dodati, da je Jenson Button dodal enkraten odgovor predsedniku Ferrarija. Dejal je, da bi se moral sam zgledovati malce bolj po svojih nasvetih. Verjetno ni mislil o tem, da bi John Elkann se začel ukvarjati z vožnjo bolidov Formule 1, ampak enostavno, da bi bilo mnogo bolje, če bi kdaj pa kdaj utihnil. A pustimo sedaj to. Verjetno vsi mi, ki imamo radi Formulo 1, se zavedamo, da pri Ferrariju nekaj manjka. In morda, poudarjam morda, je John Elkann imel tudi malce prav. Ampak zadeva izgleda, da je bila bolj nenamerne narave. Saj veste sami, tudi slepa kura kdaj pa kdaj zrno najde. In verjetno se je nekaj takega pripetilo Johnu Elkannu. V svojem govoru je dejal, da ekipa, ki je enotna, na koncu tudi zmaguje. In lep primer enotnosti ekipe smo letos videli pri, ne boste uganili, Red Bullu. Verjamem, da je marsikdo že pozabil vse tisto, kar se je pisalo o tej ekipi v prvem delu sezone 2025. Kako so v razsulu, kako so razglašeni, kako vsi odhajajo. In res, ne smemo pozabiti, da mnogi pomembni kadri so ekipo iz Milton Keynesa zapustili. Odpustili so celo Christiana Hornerja, ampak če pogledamo finale sezone, bomo videli, da se je ta ekipa enkratno pobrala. In tu bomo opazili, zakaj John Elkann absolutno ni imel prav. Max Verstappen se je javno in tudi seveda odkrito mnogokrat negativno izrazil o sami ekipi. Pogosto ga vidimo, kako je kritičen, ampak pri ekipi Red Bull ne iščejo krivca za nastalo situacijo, a raje se potrudijo in dobijo rešitev. Pri Ferrariju smo morda opazili malce drugačni trend. Sam Frederic Vasseur na veliki nagradi São Paula je prišel na dan z eno izmed svojih najboljših domislic. Namreč dejal je, da so imeli potencial in da ukolikor Charles Leclerc ne bi odstopil, bi bili v boju za samo zmago. To so njegove besede in ne moje mnenje. Res, Charles Leclerc je odstopil zaradi tega, ker je najprej Oscar Piastri zadel v Andrejo Kimija Antonellija in to je Andrea Kimi Antonelli priletel v Charlesa Leclerca. Ampak bodimo iskreni. Charles Leclerc nikoli skozi celoten vikend ni kazal, na primer, ritma, ki smo ga videli pri
samem Landu Norrisu. In to nam v resnici pokaže, kakšne možnosti je imel boriti se z zmago. Mislim, da je bila, kot ponavadi, izjava Frederika Vassarja pretirana. Ampak tu ne smemo pozabiti na nekaj. Na bistvo Formule 1. Seveda, bistvo Formule 1 ni sodelovati. Bistvo Formule 1 je zmaga. In pri Red Bullu smo videli pravzaprav, kaj to pomeni. Verjamem, da je bil Max Verstappen v soboto razočaran. Kdo pa naj bi bil? Pri Red Bullu so njegov bolid očitno napačno nastavili. Ne zato, ker bi bili nenatančni ali kaj podobnega, ampak ker je bila njihova vizija dirke popolnoma zgrešena. Sam tu nekako predvidevam, da so želeli pri Red Bullu imeti dirko za veliko nagrado z enim postankom in ne z dvema, in zato so Maxu nastavili bolid tako, da praktično ni pregreval pnevmatik, kar je pomenilo, da tudi na kvalifikacijah jih je imel težavo ogreti v enem samem krogu, posledično nič oprijema in seveda rezultati so bili vidni z izjemno zgodnim izpadom v Q1. A seveda dirka je bila v nedeljo. Začetek iz pit-lana, kjer so mu nastavitve spremenili, in seveda fantastična velika nagrada. In prav to je tisto, kar nekako loči Red Bull in Ferrari. Pri Ferrariju so marsikdaj zagledani v preteklost in obljubljajo zadeve v prihodnost. Pri Red Bullu smo videli, da pravzaprav skrbijo za sedanjost, za tisto, kar se dogaja tu, sedaj, in se ne naslajajo na pretekle zmage, ter ne obljubljajo naslovov v prihodnosti. In to je pomembno. Prav ta enotnost ekipe, kjer vsi vedo, kam je treba iti. Kot zanimivost. Pred nekaj dnevi sem govoril z Benom Postlethwaitom, sinom znamenitega Harveya. In ta mi je povedal nekaj zanimivega. Namreč njegov oče je bil prisoten v Ferrariju v 80-ih letih in nato se je v 90-ih vrnil. Ostal je tam 2 sezoni. In zakaj je drugič odšel iz Scuderie? Ker je bil naveličan nenehnih sestankov, kjer so se vsi ukvarjali s tem, kdo je kriv, namesto da bi bolid pripravili do tega, da bi bil boljši. In to je morda eden izmed vzrokov, zakaj že toliko let ne vidimo tistih želenih rezultatov. Enotnost ekipe je res tista, ki manjka, ampak tu oba voznika imata prekleto prav, da se pritožujeta. Namreč želita si imeti tisto, kar vidita pri konkurenci, ekipo usmerjeno v pravo smer. In verjamem, da na primer Lewis Hamilton dobro pozna takšne razmere, saj jih je dodobra spoznal pri tovarniški ekipi Mercedes. In tudi Charles Leclerc ni neumen, ve, kaj gre narobe in zakaj na koncu ne doseže tistega, kar bi moral. In tu je tista poglavitna napaka pri govoru Johna Elkanna. Več posluha bi morali dati voznikoma. In ne samo to, da bi jih morali poslušati. Tudi razumeti bi morali, zakaj zadeve ne gredo v tisto smer, v katero si želijo. Ampak izgleda, da je lepše tako, da se išče izgovore, zakaj zmag ni, namesto da bi se potrudili odpraviti napake in seveda na koncu zmage doseči.
A verjamem. Drugo leto bo boljše, kot že tolikokrat poprej. A za danes bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.